Monografija z naslovom Kje pa vas jezik žuli in pod naslovom Prva pomoč iz jezikovne svetovalnice je pravzaprav jezikovni priročnik. Nastal je kot plod sodelovanja 5 avtoric in avtorja, ki sodelujemo v uredniškem odboru spletne jezikovne svetovalnice na Inštitutu za slovenski jezik pri ZRC SAZU. Metodološki pristop k projektu je bil empiričen, saj delo izhaja iz vprašanj, ki jih svetovalcem dnevno zastavljajo oziroma zastavljate jezikovni uporabniki ob tem, ko se znajdete v različnih jezikovnih zadregah. Ta model je v monografiji nadgrajen, saj so vprašanja uporabljena zgolj kot skelet monografije, kot orientacijska točka pri pisanju odgovorov. Odgovori pa so zasnovani kot sinteze jezikoslovnih spoznanj zadnjega desetletja, ta pa so oprta na aktualne raziskave gradiva. Zdi se nam pomembno poudariti, da so odprta vprašanja slovenske slovnice in pravopisa, pa tudi leksikografije, razrešena tudi v kritičnem dialogu z aktualnimi priročniki. Delo, ki obsega več kot 500 strani zgoščenega branja, je torej namenjeno vsem, ki jih zanimajo sodobne in aktualne jezikovne zadrege, ki jih klasični oziroma uradni jezikovni priročniki, kot so slovnica, pravopis in pa slovarji, morda še niso zaobjeli, se pa že kažejo kot znanilke novosti v jeziku. Bodisi gre za nove besedotvorne postopke, ki jih generacije jezikoslovcev pred nami še niso poznale, bodisi za pomenske premike, spodbujene tudi z ustvarjalnimi domislicami sodobnih govorcev slovenščine. Tako knjiga v marsikaterem pogledu napoveduje rešitve v nastajajočih priročnikih sodobne slovenščine, ki bodo morali povezati jezik preteklosti, sedanjostjo, sedanjo jezikovno prakso, pa tudi nakazati smernice za prihodnost. Zakaj ob spletni jezikovni svetovalnici še odločitev za knjigo? Mislim, da je razlika med svetovalnico na spletu in med knjigo malce podobna razliki med drevesi in gozdom. Ko odgovarjamo na posamezna vprašanja, se vedemo približno tako kot obiskovalci kakšnega botaničnega vrta, ki se navdušujejo nad posameznimi bolj ali manj eksotičnimi primerki tam. Sinteza, ki jo je omogočila knjiga, pa je bolj podobna pogledu na arboretum od daleč ali pa na gozd od daleč, kar nam je omogočila vpogled v celovitost tematik, ki smo jih v vseh teh letih obravnavali, ne da bi vedeli, kakšnih kosov jezika se ob tem resnici lotevamo. Čisto konkretno, recimo pri vejici, ki je kar pogosto tema naših vprašanj, se je pokazalo, da smo se ukvarjali velikokrat s temami, ki jih drugi priročniki, vse od pravopisa pa do še kakšnih drugih, ne zajemajo prav posebej, s temami, s katerimi se kot jezikovni pregledovalci ali pa kot pedagogi ob svojem delu ne srečujemo tako zelo pogosto, naše uporabnike pa so še posebej zanimale. Izpostavila bom samo dve, recimo vejico in večbesedne veznike, tega je bilo zelo veliko, pa recimo večkrat se je pojavilo vprašanje, kako je z vejicami ob besedici prosim. Ker smo vsaj nekateri avtorji knjige vpeti tudi v delo pravopisne komisije, pa nam je ta širši vpogled v gradivo, ker smo se pri izboru za prvo knjigo odločili zlasti za pravopisne tematike, omogočil tudi ali pa ponudil pomoč tudi pri delu pravopisne komisije, pravopisne sekcije našega inštituta. Ko namreč pripravljamo prenovljena poglavja, nam je eno od vodil tudi to, kaj uporabnike danes zanima, kje ne dobijo zadostnih odgovorov v trenutnem pravopisu, in katera so morda tista področja, ki jih pravopisi do sedaj niso obravnavali, jih pa zadnja desetletja rabe kažejo kot pereča, pogosta ali kako drugače zanimiva in potrebna obravnave.
Ureditev knjige Kje pa vas jezik žuli temelji na trinivojskem sistemu oznak, integriranem v jezikovni svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Vprašanja z odgovori so umeščena v krovne kategorije in v podkategorije. Tretji nivo pa predstavljajo ključne besede. Krovne kategorije označujejo jezikovno raven in področje, na primer besediloslovje, etimologija, leksika, pravopis, sociolingvistika in tako naprej. Vsaka krovna kategorija ima več podkategorij, in sicer glede na problematiko, na primer krovna kategorija pravopis ima podkategorije ločila, posebna pisna znamenja, deljenje besed, mala in velika začetnica in tako naprej. Vsakemu vprašanju z odgovorom pa so pripisane še ključne besede, ki podrobneje označujejo tematiko in ki omogočajo iskanje po posameznih težjih primerih. Če nas na primer zanima, kaj je v jezikovni svetovalnici že zapisano o zloženkah, poiščemo v kategoriji besedotvorje podkategorijo zloženke. Ugotovimo lahko, da so v posebni podkategoriji uvrščene zloženke s kratično in s številčno prvo sestavino. Pregled vključenih vprašanj pa razkrije, da imajo uporabniki težave zlasti pri tem, ali naj med kratično oziroma številčno sestavino in jedrno besedo zapišejo vezaj ali ne. Druga pot pa je iskanje po ključnih besedah. Ta način uporabimo, če nas zanima točno določena beseda, na primer zloženka 3D tehnika. Na takem sistemu ključnih besed temelji tudi stvarno kazalo primerov, ki ga lahko najdemo na zadnjih straneh knjige. Namenjeno je tistim bralcem, ki jih zanimajo posamezna težja mesta, ne želijo pa se prebijati skozi podrobno razlago posamezne problematike. Stvarno kazalo primerov vsebuje tiste besede in besedne zveze, po katerih uporabniki najpogosteje sprašujejo in s katerimi je mogoče nekako tipsko orisati stanje v jeziku. Tako v stvarnem kazalu najdemo na primer kinojo in kvinojo, etiopko in etiopiko, bele vrane, bitle in še kaj, kar bi morda zanimalo jezikovne navdušence. Odločitev za 4 tematska težišča, to je za pravopisna vprašanja, jezikovne izbire, slovarje in slovaropisje ter besedilno stilistiko, ki jih podrobneje predstavljamo v 9 samostojnih poglavjih, ni bila naključna. Poleg obsežnega nabora vsebinsko povezanih odgovorov je smiselno povezana tudi s pripravo in objavo pravopisnih pravil, saj nismo želeli širiti nedorečenih rešitev. V monografiji tako predstavljamo izbor zahtevnih pravopisnih vprašanj, kot so raba ločil in drugih pisnih znamenj, raba velike in male začetnice ter krajšave, razmišljamo o jezikovnih izbirah, in sicer v kontekstu prevzetih besed in besednih zvez, besedotvorja in o jezikovnih izbirah na različnih jezikovnih ravninah. Razkrivamo nekaj razmislekov in rešitev vprašanj z področja slovarjev in slovaropisja, pomemben poudarek pa namenjamo tudi besedilni stilistiki, zlasti oblikovanju besedila. Vsak knjižni jezik, in slovenski ni nič posebnega, se vzdržuje s pomočjo slovnic, slovarjev, pravopisov in drugih jezikovnih priročnikov. Uporabniki si želimo jezikovne enotnosti, zato da bi lažje komunicirali z drugimi, da bi mi razumeli njih in da bi oni razumeli nas in da se nad našimi jezikovnimi posebnostmi ne bi zgražali. Drugo je leposlovje, ki teži k individualizaciji v jeziku. In zato so že sorazmerno zgodaj, saj v slovnici ni bilo dovolj podatkov, v pravopisih tudi ne, začeli nastajati priročniki, kakršni so jezikovni brusi, tako imenovani, ali pa kako je prav, ali pa kaj takega, kar ima na levi strani napačne oblike in na desni pravilne. Ker pa je tule prostora še manj oziroma vedno
premalo, tako kot tudi v pravopisu, kjer ni možnosti ne vem kakšnih razlag, tudi v slovnicah ne, se je pokazala potreba po obširnejših razlagah, kakršne so zdaj na razpolago v priročniku, ki je pred nami. Izšel je iz jezikovne svetovalnice, vprašanja pa so bila zbrana po elektronski pošti na najširši osnovi. QR-kode so nekaj povsem običajnega na položnicah, na računih, na turističnih tablah, letakih ali pa na drugem propagandnem materialu. Za QR-kode v priročniku oziroma v knjigi Kje pa vas jezik žuli pa smo se odločili, ker se zavedamo, da tiskane knjige pogosto beremo kar s telefonom v roki ali pa ga imamo vsaj nekje v bližini. Poglavja knjige se zaključujejo z navedbo citiranih odgovorov iz jezikovne svetovalnice na obravnavano temo in s QR-kodo, ki pa ni povezava na posamezen odgovor, ampak na oznako, povezano s poglavjem. Aktivacija QR-kode nam torej da seznam odgovorov iz jezikovne svetovalnice. Na tem seznamu pa so v knjigi citirani odgovori, odgovori, ki niso vključeni v knjigo, ter tudi najnovejši odgovori, ki so nastali po izidu knjige. Za primer vzemimo oznako kratice. Če poskeniramo QR-kodo in sledimo povezavi, vidimo, da so na vrhu seznama odgovori na jezikovne dileme trenutno najaktualnejše teme. Na primer, zakaj je v kratici COVID-19 uporabljen vezaj? Spol kratice COVID-19 in tako dalje. S pomočjo QR-kod bo torej knjiga Kje pa vas jezik žuli vedno aktualna.